igral sem na okrog srca. Ko znana nam harmonika se zdodra nam smehlja. In pride čas, ko seže v nas oblitru pismica. Takrat se utrne v srcu glas, lepo je le doma. Tidrala čindrasa, bundrasa, čindrasa, sa, veselo krog srca. Gorinska muzika. Tidrala čindrasa, bundrasa, čindrasa, sa, saj prava muzika gre do srca. Čindrasa, sa, saj prava muzika gre do srca. Brali smo že pol sveta in z leti se spozna, da pisem takrat le velja, če pride iz srca. Lepo se sliši vedri mih, če spremlja vaška smih. Če je doma pri vseh ljudeh, po mestih in vaseh. Čindrasa, sa, veselo krog srca. Gorinska muzika. Tidrala čindrasa, bundrasa, čindrasa, sa, saj prava muzika gre do srca. Naj človek star bo ali mlad, imel bo pisem rad. Si ne sida grad, a greje ga pomlad. Pomlad ki v pismi preživi, saj v glasbi meje mi. In čelo trudno vsem vedri, kar dobrih je ljudi. Lep pozdrav, drage gledalke, spoštovani gledalci, no Šentjurčani, ste se prepoznali. Tale glasbeni spot Avsenikov je bil posnet v Šentjurju, Lovska koča, davnega leta. Jaz sem bila, ne vem, par let stara in tale spot je nastal v Šentjurju, tako da večkrat ga bomo zavrteli. Krasna, čudovita skladba, zimzelena iz Zakladnice, torej Avsenikov, vesele urice, no veselo uro in pol, pa bomo mi danes skupaj. Seveda vi, draga družba, in pa glasbeni spoti, ki smo jih takole danes kar iz Zakladnice vzeli. Danes pa, kar precej nagrad, 8 krasnih nagrad bomo danes podelili. Grem kar po vrsti, tukaj že imam kar 3. Gorenje podarja tole nagrado, in sicer grelnik vode. To vedno prav pride, še posebej v tem času, zimskem seveda. 1, 2, 3, vodo zavreje in imamo toplo. Potem imamo tukaj še tale mešalnik Gorenje, ja, za kakšne sladice, saj veste, ne, sadno kupo, pa smetano je treba narediti, pa še kaj. In z nami tudi za vse tiste ljubitelje, ki imate radi kavo, tale kuhalnik 1, 2, 3 je kava skuhana, torej kuhalnik kave danes podelimo, torej 3 krasne nagrade Gorenja. Potem je z nami seveda pekarna Slaščičana Brglez, ki bo podelila 2 darilna bona, in sicer bona takole moram narediti v vrednosti 25 evrov. Številke se bodo potem seveda izpisala
ena seveda, da ne bo pomote, nič 90 93 61 22, na to številko nas potem lahko hitro pokličete. In danes pa z velikim veseljem dodajam še 3 krasne nagrade, in sicer kosilo za 2 osebi, in sicer gostilna Pem iz Oplotnice vam podarja. Jaz že komi čakam, da grem tja. V nadaljevanju, v naslednjih dneh z velikim veseljem grem do Marka in bom si kar prvošla, in vam potem z prve roke povem, je pa, da imajo krasna kosila, malice, cateringe, jedi po naročilu. Seveda v nadaljevanju danes podarjamo kar 3 darilne bone za torej kosilo za 2 osebi, in tudi zraven še pijača. Takole, krasnih 8 nagrad danes podelimo, v nadaljevanju številka nič 90 93 61 22. Nič skrbeti, se bo izpisala potem. No, zdaj pa naslednji glasbeni spot, vse smo navajene, da najprej spot, pa jaz malo nekaj povem, pa spet spot, in sicer krasna, ostanimo prijatelji, za osebo, ki je par dni nazaj praznovala rojstni dan, Irena Mulec iz Šmartna pri Slovenj Gradcu, pravzaprav moram reči Legen pri Slovenj Gradcu. Irena, tvoji prijatelji ti želimo res vse dobro, pa sem, da boš zdrava, nasmejana in da se bomo še naprej družili, to je naša želja, naše voščilo vseh tvojih prijateljev, tvoje družine. No, jutri, danes smo 9. Jutri smo 10. pa praznuje moj sin rojstni dan in mu tudi zaželim vse dobro. Tadej, vse dobro, predvsem, da boš zdrav, vesel, igriv, nasmejan. Malo, veš, vedno so še pa priložnosti za izboljšave. Dobro poslušaj, ja, tu in tam, kakšno zadevo se, veš, moraš popraviti. Drugače pa predvsem bodi vesel, predvsem pa, da boš zdrav. Krasna, čudovita skladbica za oba dva, pa za tudi tiste, ki danes praznujejo, dajte se zavrteti ob skladbici, ostanimo prijatelji. Za
Radi se vzimemo, saj pesem druži nas, krasna, čudovita pesem in res naj nas seveda druži. Zdaj pa seveda pozivam vas, drage gledalke in gledalce, na številko 090 93 61, evo, se je že pripeljala noter, 61 22, 8 krasnih nagrad imamo danes. Izkoristite seveda to priložnost na hitro, ne? Vas damo v tole našo leseno škatlico in z malo sreče pridete do lahko krasne nagrade. Danes torej podarjamo 8 nagrad in sicer, ja pa Valentinovo je, draga moja družba, pred vrati. No, se ta praznik ne bomo zdaj face obešali na nek tak zvon, ker smo rekli, Marko Vozel je bil prejšnjo nedeljo v oddaji in je rekel, da imamo se radi, ne, vsak dan. In prav je tako, ne, se pridejo takole vzponi, pa paci, pa po mojem, lej, če en reče, da se nikoli ne skrega, pa da nič, da gre vse tak, ne, ni to po mojem, ker vedno je takole pa eno prilagajanje v neki zvezi, prilagajamo se drug drugemu, en z drugim, tako dalje in tako rastemo, ne, postanemo kot pari močnejši in še bolj srečnejši. Ja, pridejo pa torej viharji in pa sončki vmes. No, tele nagrade so lahko krasne. Številka je 090 93 61 22. In seveda, če imamo koga počasi na telefonski zvezi, z veseljem ga sprejmemo. Imamo, ja, potem pa kar. Halo, bom poprosila samo malce natišje muziko, takole. Ja, dober dan, kdo je z nami? Halo. Maša. Maša, odkot? Šmarje. Hitro številko. 070. Ja. 87 80 92. Sem zapisala, lepo nedeljo, srečno in nasvidenje Šmarje. In gremo naprej. Halo, halo. Številka 090 93 61 22. 8 krasnih nagrad. Imamo koga na zvezi? Ja, Marija iz Vitanja. Marija, samo malo. Marija, Vitanje, hitro številko. 041 Ja. 973 921. Sem zapisala, Marija, lepo nedeljo, tudi vam, srečno. Hvala, enako, srečno. In gremo, krasnih 8 nagrad, za Valentinovo lahko povabite, ne, svoje polovičke, levo, desno, kakorkoli, v seveda gostilno Pem, v Oplotnico, se sladkate lahko z darilnim bonom Brglez in pa Gorenje vam podarja 3 krasne nagrade. Halo, halo. Halo? Ja, kdo je z nami? Halo. Ivan Sjela. Ivan z Cela. Ivan, hitro številko. 051 Ja. 229 177. Sem zapisala, Ivan, lep pozdrav v Cele. Lepo nedeljo, srečno. In gremo kar akcija naprej. Halo, halo, kdo je z nami? Dober dan. Kam potujemo sedaj? Številka 090 93 61 22. Halo. Dobar dan. Kdo je z nami? Jože Štor. Jože številka. 040 Ja. 654 023. 654 023. Lepo nedeljo, Jože, Lep srečno. dan. Srečno. In gremo naprej. Halo, halo. Halo, kdo je z nami? Smo? Imamo kakšen telefonček? Številka 090 93 61 22. Tole imamo danes, grelnik vode. Potem imamo tale mikser za stepanje in pa za kofetarje. Krasno na hitro si skuhajte torej kavico, 3 darilne bone za krasno kosilo za 2 osebi, gostilni Pem in pa Brglezova 2 darila v vrednosti 25 evrov. Imamo koga na zvezi? Halo, halo? Ja, kdo je z nami? Dobar dan. Kdo je z nami? Halo, dober dan. Marjan iz Laskega. Marjan, hitro številko. 041 Ja. 996 017. 017. Lepo nedeljo, tako, super. In gremo naprej, počasi naslednji telefonski klic, 090 93 61 22. Pokličite nas danes, torej res malo sreče, na hitro tole naredimo, ne? Pridete do res krasnih nagrad, 8 čudovitih, lepih nagrad. Če imamo koga na zvezi, ga sprememo. Dobar dan, Katja iz Ožbalta. Katja, Ožbolt, hitro številko. 031 Ja. 497 188. Krasno, lepo nedeljo, srečno.
Vidite, kako hitro gre tole. In gremo naprej. Še dva telefonska klica spremem, potem pa seveda še malo muzike. Dober dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Žan, Žan, odkot? iz Šmarja pri Jelšah. Super, hitro, Žan, številko. 041 Ja. 961 96, 473. čakaj malo, Žan, 961 Ja, 473. 473. Ja. Tako, Žan, lepo nedeljo. Evo, gremo naprej. Še en klic zdaj sprejmemo, potem pa malce glasbenega predaha. Dober dan. Halo, halo. Je kdo z Halo, nami? dober dan. Ja, kdo je z nami? Helena iz Oplotnice, Helena, Oplotnica, hitro številko. 040 Ja, 483 941 še enkrat, nič, 4 nič. 483 Ja, 941. 941. Super, evo, se slišimo. Hvala, lepo nedeljo, Helena, čau, nasvidenje. Takole, zdaj pa malce glasbe, dajmo zaplesati, požente. Kje so že leta začetka ljubezni, prvega srečanja, stiska dlani, nežnih občutkov, veselja in sreče, prvih pogledov, sijoče oči. Kje so že prvi iskreni poljubi, skriti kotički, kjer sva se našla, priskanje pitje in nežno ihtenje, topli objemi iz vsega srca. Zakon je srečni dan, najine zveze, prstan zvestobe, ki nima meja, javna obljuba pred nebom in zemljo, večna ljubezen za naju oba. Potrkal na vrata, prvi otrok je in prvi zakaj. Nama obima povečal je srečo, zakonski zvezi dodal nov sijaj. Dolgo žena ina traja ljubezen, vrtnic rdečih se polno je v njej, naj le cvetijo na mnoga še leta, najina sreča naj traja brez mej. Zakon je srečni dan, najine zveze, prstan zvestobe, ki nima meja, javna obljuba pred nebom in zemljo, večna ljubezen za naju oba.
večna ljubezen za naju oba. Danes je čudovita noč, no midve pa se veseliva noči 14. februarja, ker bova zapeli najlepše ljubezenske pesmi. Polonca, kje? Dobimo se na piknik placu Marof. Takole, zdaj imamo pa torej na telefonski zvezi Srečko. Srečko, lep pozdrav, dobro jutro, dober dan. Ja, dobro jutro in dober dan, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem televizije Celje. Ej, si že v akciji? Kaj? Pravim, si že v akciji, takole slišim, da že... Ja, povej, danes... Nedelja. Kar povej, Srečko. Pravim, danes je nedelja, dan za družinsko kosilo, obeležujemo še zadnji zaključek kulturnega vikenda, od jutri naprej pa še tiste zaključne priprave za teden, ki nas čaka, ki se ga zelo, zelo veselimo. Krasno, torej Valentinov koncert je pred vrati, jaz ti kar predajam besedo. Tako je, Valentinov koncert se bo odvijal na našem piknik plac Marof v petek 14. februarja. Začenjamo ob 18. uri. Glavni gosti našega Valentinovega koncerta sta Polonca in Klavdija. Sabo bosta pripeljali posebno gostjo, sicer ni več skrivnost, to je Janja Ulaga. Pripravljamo pa nekaj presenečenj, ki pa jih bodo vsi naši gostje doživeli na našem koncertu, na našem obisku. Ja, seveda je potrebna tudi rezervacija, Srečko, ali lahko tudi ljudje kar tako pridejo? Kako je zdaj s tem? Potrebna je rezervacija, sicer so skoraj vsa mesta že zasedena, ampak nekaj prostora se še najde. Vse rezervacije so možne na 031 860 960. Sicer pa bomo danes naredili tudi eno nagradno igro, ker opažamo, da tudi ti si danes zelo radodarna, zato vsi vabljeni na našo Facebook stran Piknik plac Marof ob 12. uri, kjer bomo postavili eno vprašanje. Nagrada pa bo vstopnica za Valentinov koncert za 2 osebi. O, krasno, zelo lepo, dan sem jaz kar radodarna. 8 krasnih nagrad imamo, ampak če lahko zdaj dodamo še 2, a ne? Ampak ta bo seveda preko Facebooka, smo pa na čisti desetici, tako da super, Srečko. Povej, kaj lahko pričakujemo glede postrežbe? Najprej seveda en tak uvodni pozdrav vaše hiše, vaše kuhinje. Tako je, v toku celega koncerta se bomo vključevali tudi mi za našo ponudbo, tako da bodo vsi obiskovalci imeli res zelo prijeten Valentinov večer. Začeli bomo z klasičnim domačim aperitivom, potem čaka sredi koncerta vse obiskovalce manjša pojedina z manjšim prigrizkom, vsak dobi tudi deci vinčka, na koncu pa seveda ne sme manjkati sladica in pa kozarček penine. Vse dame, vse gospe pa bodo seveda dobile tudi neko presenečenje. Res, se tudi midve pripravljava s Klavdijo eno presenečenje za vse damice, tako da se že veselim. Dajva povedati torej še enkrat, Jur Klošter, kdaj točno? Fajn je, da pridejo par minut seveda prej. Tako je, vsaj 15 minut prej. Lokacija je Piknik plac Marof, smo v krajevni skupnosti Jur Klošter, zelo blizu Laškega in Šentjurja, 20 km stran. Čaka vas res zelo prijeten večer v družbi vseh ljudi dobre volje. Srečko, a boš z nama kaj zapel? To pa ne, raje potem na koncu, ko bomo nazdravili tako na 4 oči. Na 4 oči, v redu, super. Torej se že veselim koncert, torej Valentino, Polonca in Klavdija. Nekako smo lansko leto se srečali na enem drugem koncertu, kjer sta bila tudi vidva, torej Srečko in pa Boštjan, in smo se dogovorili, tako da se že veselim. Posebna gostja, najina prijateljica bo pa Janja Ulaga, ki je tudi vidva zelo dobro poznata, ne? Seveda, smo tudi dobri prijatelji. Naj še enkrat poudarim, po koncu svoje oddaje vabljeni vsi na našo Facebook stran Piknik plac Marof, odgovorite na nagradno vprašanje in z malo sreče boste v petek z nami, s Polonco in Klavdijo, z Janjo na prečudovitem Valentinovem koncertu. Krasno. Hvala lepa, Srečko, za enkrat in se slišiva še potem v nadaljevanju naše oddaje, prav?
Hvala, lepo zdrav. Srečno, nasvidenje. No, zdaj pa počasi, že z eno nogo potujemo v Plotnico in sicer gostilna Pems, energija, bogate tradicije in pa seveda nepozabnih doživetij. Jaz bom kar takole malce začela, ker v bistvu kaj kmalu pričakujemo, Marko se nam bo oglasil, mislim, da že Marka imamo na zvezi. Marko, si z nami? Ne še. Pred leti, najprej bom povedala seveda, kako je tale zgodbica, kar se tiče gostilne Pem, potekala. Pred leti, ko se je na območju, torej današnje gostilne Pem, paslo več kot 100 glav živine in so pohodniki na vinskih cestah vedeli, da na verandi za pušilšankom točijo najboljše domače vino iz Pitrovih vinogradnikov, se je v babici Albini rodila želja, da bi obiskovalcem od blizu in pa seveda daleč ponudili več kot samo kozarček rujnega in narezek domačih dobrot. No, ideja je dala beseda, zato so pridne domače roke leta 1996 zgradile gostilno, ki je daleč naokrog poznana kot gostilna Pem. Zdaj pa seveda z velikim veseljem pozdravljam Marka. Marko, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro. Marko, kako si že v akciji? Sem že v akciji, ja. Smo pripravljeni na nedeljska kosila danes. Krasno. Torej, gostilna Pem, povej točno, kje se nahaja, Marko, gostilna Pem? Nahajamo se točno Straža pri Plotnici, to je malo pred Plotnico. Zdaj tukaj, če se pelate iz Slovenske Bistrice proti Plotnici, nas najdete na desni strani ob glavni cesti. Krasno. Greva naprej. Mora povedati, koliko ljudi oziroma za kakšno gostilnico to gre, ker je zelo, zelo poznana daleč naokoli. Nekako ste ponudniki različnih seveda malic, kosil, cateringa, jedi po naročilu. A drži, Marko? Ja, res je, ja. Naša gostilna oziroma lokal sprejme tam do 120 ljudi oziroma tam do 100 ljudi, da če je kakšna glasba zraven, da še ima več prostora za plesišče, pa to. Sicer pa ponujamo, ja, kot ste rekli, vsak dan sveže malice, 4 vrste malic, imamo tudi tedenska kosila, vsak teden jih spreminjamo in pa na vse zadnje imamo tudi nedeljska babičina kosila, brez tukaj sem damo seveda odsvrt piščanec, pa reberce, zato je babičino kosilo. Ponujamo pa tudi druge dobrote po naročilu, kot so divačinski golaž, naša specialiteta, ali pa tudi srna v divačinski omaki. Imamo pa tudi razne druge jedi, ne ponujamo pa pic, ker smo pač klasična gostilna, pa tudi ne hamburgerov, kaj je zdaj v trendu, tako da se držimo bolj klasike. Krasno, super. In pa večinoma, Marko, domače. Ja, vse domače, imamo lokalne ponudnike, tako da vabljeni. Sodelujete torej z njimi. Daj mi povej, Marko, odpiralni čas. Rekla sva, odprti ste od ponedeljka do nedelje, ampak malce drugača, ne? Ja, od ponedeljka do nedelje, ja, od 9. ure zjutraj do 9. ure zvečer, edino v nedeljo imamo samo do 6. ure popoldne odprto. Imamo pa tudi tiste večje praznike, kot so Velika noč, Božič, Novo leto zaprto. Ja, super. Povejma tudi, za katere priložnosti je gostilna Pem, torej pravi zbor. Imate kaj? Krsti? Ponujamo, lahko praznujete pri nas krste, vaše obletnice, razna praznovanja, tako da za vse priložnosti, tudi poroke. Kaj je s porokami, do koliko ljudi sva rekla? Do 120 oziroma do 100 ljudi, če je glasba zraven. Krasno, krasno. Torej, krsti, obhajila, birme, pa sedmine. Moramo povedati to, da v bistvu je to že 3. generacija, Marko, ki nekako vodi to gostilnico naprej, ne? Ja. Ti si tudi glavni kuhar, Marko, tam pri vas? Glavni kuhar še ne, še vedno naša babica, zdaj že skoraj 75 let stara Albina. Ona še vedno tista gonilna sila v gostilni, ker daje naši
nahrani tisto domačo pristnost. Krasno, a to je tole, ko gledamo, a je babica Albina mojstrica, torej skratka v vseh jedeh, katera njena specialiteta je pa tista, ki bi jo Marko tako najbolj izpostavil, ha? Njena specialiteta, jaz bi tukaj rekel kar nedeljska kosila, ker njena nedeljska kosila, ker je res tukaj z domačimi štruklji, ki jih ona dela, so res odlični, jih morate probati, tudi ostale jedi. Ostale jedi, ki jih seveda z srcem in z veseljem torej pripravlja, ne? Tako je. Takole. Marko, hvala ti zdaj za enkrat, meni se cedijo slina ob pogledu na vse te vaše dobrote, potem se bova dotaknila v drugem delu tudi cateringa, tudi tukaj ste zelo specialisti, drugače pa sva rekla dobrodošli. Kam, Marko, natančneje? V gostilno Pem, ja. Gostilna Pem, torej v Oplotnico, ne? V Oplotnico, tako. Tako, lepo se mej, Marko, do takrat pa, da se ti ne bo kaj vmes presmodilo. Dobro, enako, hvala. Lepo se mej, srečno in nasvidenje. Ljubezen prva mi vnela je srce, bila je daleč preko oceana. Vendar premlada, da ljubila bi me, le poljub mi vroč je dana. Ko se vračam danes, v mislih sem pri njej, vse dni gorel bo moje srcu plamen. Ta ljubezen je prelepa, zato bom čakal leta, da moja bo postala. Ta ljubezen je prelepa, zato bom čakal leta, da vedno moja bo. Še živi, ko srečo in ljubezen sva spoznala. Kaj če starejša sva postala oba, saj ljubezen je ostala. Ko spomini lepi se vračajo srce, dejal bi danes isto kot pred leti. Ta ljubezen je prelepa, zato sem čakal leta, da moja je postala. Ljubezen je prelepa, zato sem čakal leta, da vedno moja bo. Prijatelji nam je lepo, radi k vam zato prihajamo, skupaj z vami vedno srečni smo, ko igramo, vam in pojemo. Med prijatelji je kratek dan, vsak nasmeh je soncem obsijan. Če je treba z vami dolgo noč, smo za dobro voljo vam pomoč. Naj živi vesela družba, glasba naj odpre srci. Glej, že smeje deklica se luštna, komaj čaka, da svet ne zagri. Naj živi vesela družba, veselica ni vsak dan. Naj kar čakajo skrbi služba, danes praznik pravi svoj ima.
popoldnic spit. Naj zberu se fanticu in deklet, pesem greje kakor sonček zlat, saj je vašega srca zaklad. Med prijatelji nam je lepo, radi k vam zato prihajamo, skupaj z vami vedno srečni smo, ko igramo pa mi pojemo. Naj živi vesela družba, glasba naj odpre srci, leže smeje deklica se lušna, komaj čaka, da spet plesat gre. Naj živi vesela družba, veselica ni vsak dan, naj kar čakajo skrbi in služba, danes praznik pravi svoj ima. Veselica ni vsak dan, naj kar čakajo skrbi in služba, danes praznik pravi svoj ima. Že res, da sem navihana, se rada vsem smehlja, da pomežiknem sem in tja, tako kot jaz le znam. Že res, da rada grem na ples, kjer muzika igra, in da zavriskam kakor fant veselo iz srca, in da zavriskam kakor fant veselo iz srca. Še res, da v krilcu kratkem sem, po noči strah meni, in da zagledal marsikdo se v moje je oči, in da zagledal marsikdo se v moje je oči. Že res, da je vse tole res, ne dam pa ujeti se, pod nosom se obriše vsak, ki tistih misli je, pod nosom se obriše vsak, ki tistih misli je. Takole pa smo ponovno skupaj. 8 krasnih nagrad imamo danes, številka 090 93 61 22. Pokličite z malo seveda sreče, pridete do res lepe nagrade. Kot sem že prej pokazala, torej za kofetarje, torej grelnik kave, oziroma da si skuhate kavo, ne samo pogrejete, lahko pa tudi seveda mikser imamo tukaj, ki bo romal k nekomu domov krasen, eleganten, ni da ni. In pa seveda tukaj še Gorenje podarja kuhalnik vode za 1, 2, 3, da si vodo zagrejete in imate torej prekuhano. Gostilna Pen vas vabi v Oplotnico na kosila. Ponujajo torej malice, kosila, cateringe, jedi po naročilu, krsti, obhajile, birme, sedmine, ni da ni. Skratka, 3 darilne bone danes podarjamo. Zakaj pa ne? V nedeljo na babičino nedeljsko kosilo, gospe Albine. To je seveda odlična priložnost, da nas pokličete in pa še
2 darina bona za sladkanje, za kruh, lahko pa seveda za zdajle vse prihajajoče se sladice v času torej Valentinovega, pa potem 8. marec, 25 €, torej 2-krat darilni bon. Če imamo koga na zvezi, ga z velikim veseljem tudi sprejmemo. Halo, halo, je kdo z nami? Telefončki počasi zvonijo. Ja, halo, halo. Ja, dober dan. Kdo je z nami? Matic pri telefonu. Matic, odkot? Iz Šmarja pri Jelšah. Hitro številko, Matic. 070 Ja. 608 862. Super zapisano, lepo nedeljo, Matic, čao. In gremo seveda naprej, številka 090 93 61 22. Dober dan. Halo, halo, kdo je v naši družbi? Dober dan. Dober dan. Ja? Minka iz Luč. Minka? Ja. Minka, evo se bolje zdaj slišimo. Luče, hitro številko. 030 Ja. 925 Ja. 843. Super, lepo, krasno nedeljo, srečno in gremo naprej. Me prav zanima, kam bomo, v kateri predel naše Slovenije bomo zdaj šli. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Albina iz Celja. Albina, hitro številko. 031 Ja. 806 Ja. 172. 152. 172. Evo, 172. Albina. Ja, zapisala, lepo nedeljo, srečno. In še gremo za telefončki naprej. 8 res lepih nagrad. Se splača hitro poklicati, ker smo pa res kratki. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Dragica iz Luč. Dragica, hitro številko. 041 820 467. Sem zapisala, lepo nedeljo, Dragica, srečno. Enako. Evo, in gremo naprej. Kam gremo sedaj? Dober dan. Halo, halo. Dober dan. Ja, kdo je z nami? Frida Laško. Frida, številka. 070 Ja. 70 30 10. Sem zapisala, lepo nedeljo, srečno. Takole, hitro seveda. Halo, halo. Halo, lepo zdrav pa naslednjemu. Ja, še čakamo na naslednji telefonski klic. 8 nagrad imamo. Dober dan, kdo je z nami? Dober dan. Kdo je z nami? Tole pa Dragica iz Velenja. O, Dragica, lepo zdrav, hitro številko. 031 Ja. 311 Ja. 754. Sem zapisala, Dragica, lepo nedeljo tudi vam. Srečno. No, Dragica nas je po mojem prvič danes dobila, po glasu sodeč. In kam gremo sedaj? Dober dan. 090 93 61 22. Dober dan. Dober dan, Milena iz Laškega. Laško, kako vam je ime? Milena. Milena, še številko. Milena iz Laškega. 031 Ja. 771 643. Super, zapisano. Hvala tudi vam, Milena. In gremo naprej, še 2 telefonska klica sedaj sprejmemo, potem pa malce glasbe in gremo naprej. Dober dan. Halo? Ja, kdo je z nami? Franja iz Slovengradca. Franja SG, številka. 031 Ja. 850 918. 918, 850. 918. Super, lepo nedeljo, Franja, srečno. Še en telefonski klic sedaj sprejmemo. Kdo le to bo? Dober dan. Halo, halo. Ja, se slišimo, nekaj slišim. Dober dan. Halo? Ja, dober dan. Kdo je z nami? Ana iz Lovečne. Ana, hitro številko. 031 Ja. 768 334. Sem zapisala, lepo nedeljo, srečno in nasvidenja, Ana. Takole, dajmo si malo spočiti, malce glasbe.
me spominja na najin dom, kjerkoli hodim in kjer bom, tvoj glas me kliče, nosim vam, zato že kmalu tebi bom prišel nazaj. Tvoj glas me kliče, zato že kmalu tebi bom prišel nazaj. Čakam te, vsak dan bolj sama, vsak dan te čakam, da prideš nazaj. Vrni se, prosim te, zame veselja, zame življenja, brez tebe več ni. Najlepša mesta me vodi pot, a lepši je spomin v dom. Tvoj glas me kliče, nosim vam, zato že kmalu tebi bom prišel nazaj. Tvoj glas me kliče, zato že kmalu tebi bom prišel nazaj. Vrni se, prosim te, zame veselja, zame življenja, brez tebe več ni. Vrni se, vrni se, vrni se danes, ali čez leto, le vrni se spet. Dobra volja tam velja, vsakdo nas takoj spozna, smo veselega srca. Vam kar je lepo, kjer planine vabijo, kdor še ni bil tu pri nas, dobrodošel pridi v vas. Ima smo svoj gora, dobra volja tam velja, kjer raztegnemo naš mih, je doma preširen smeh. Če ne srečaš fante tri, želi pesem zadoni, če pa pridete med nas, vam zapela bo vsa vas.
Gostilno Pem, življenje je prekratko, so zapisali za dolgočasno kulinariko, kaj kmalu se nam pridruži Marko. Gre za seveda eno res dolgoletno tradicijo, sicer v očeh babice Albine. Albina je seveda začela, njihova babica, ki še danes kuha v gostilni Pem in je prava kuharska mojstrica, zato je tudi jaz zdaj z moje strani seveda pozdravljam tja v kuhinjo, kjer že pripravlja babičina nedeljska kosila. Z nami pa Marko. Marko, lepo zdrav še enkrat. Lepo zdrav še enkrat, ja, res je. Se že pripravlja kosila. Je že pridno in pri vas seveda veselo diši. Povej, kaj boste danes postregli? Kaj bo danes nedeljsko babičino kosilo? Danes bomo postregli čist klasične jedi. Mi imamo sicer babičino nedeljsko kosilo, torej včasih so babice kuhale, oziroma še danes kuhajo ocvrt piščanec, reberce, potem razni zrezki v omaki, zraven tudi naši domači štrukli, pražen krompir, njoki, pa še mnogo več. Krasno. Povej mi, Marko, je to potem nekako nedeljska tradicija, tale meni, ki si ga povedal, ali ga tako vedno malo spremenite? Nedeljsko kosilo je tradicija, že zdaj drugo leto imamo 30. obletnico, tako da že 29 let je ista tradicija, babičino kosilo, in vedno je, se mi zdi, da kar zasedeno, tako da kar obdržimo to. Ja, super, odlično, in vabimo vse naše gledalke in gledalce, torej, da pridejo v Oplotnico, v gostilno Pem. Povej mi, a je potrebno se najprej to rezervirati, poklicati, kako je s tem? Ja, priporočeno je, da se rezervira miza, nikoli ne veš, mogoče se pripelja kdo daleč, pa mora potem čakati, tako da boš, da se pokliče, rezervira, da je vse fiksno. Tako, super. Povejva zdaj še glede cateringa. Vi ste tudi eden odličnih cateringov daleč na okolja, ne? Ja, smo. Ponujamo, mislim, za catering ponujamo bilo, kaj si kdo zaželi, čisto odvisno hrane, tudi iz žara jedi, čevapčiči, pa to, ko spečemo tam pri njih, vozimo domov, tako da res širok spekter ponudb. Krasno. Povej mi, koliko ljudi potem v tem takem cateringu se lahko postreže, do koliko ljudi? Mi sicer pa 200-250 ljudi lahko postrežemo, toliko imamo kadra, drugače pa, kar je manj, okoli 15 ljudi, pa žal ne se... Tako, torej minimalno, ja, tako, super. In zdaj že gledamo tele domače štrukle, ki jih pri vas babica Albina torej pripravlja. Marko, daj mi ti malo povej, ti si se tudi izučil za kuharja, drži? Ja. In tvoje specialitete, zakaj ti poprimeš v kuhinji? Jaz sem bolj na prilogah, drugače pa tudi skozi delam sladice, sem bolj na slaščičarskih jedeh. Krasno, to pomeni, vse te sladice, Marko, ki jih zdaj gledamo, so tvoje, jih ti pripravljaš? Tako je, ja. Super. Povej mi, kaj je glede tedenske ponudbe? Jo lahko seveda spremljamo tudi na vaši Facebook strani, na spletni strani? Lahko spremljate na Facebook, spletni strani pa na Instagramu ali pa na info@gostilnapem.si, to je naša spletna stran. Ker imate tudi to tedensko ponudbo, ne? Zapisano vse. Tako da vse najdete na spletni strani, tako. Ja. Preden zaključim, povej mi, kaj bo jutri za malico? Jutri, kaj bo za malico? Pasulj s prekajenim mesom, pa zrezek v taki domači gobovi omaki, pa ocvrt piščanec bo, tako da vabljeni. Vabljeni torej v gostilno Pem, torej Oplotnica. Marko, hvala ti za danes, se absolutno slišimo še prihodne nedelje, prav?
Hvala vam. Srečno, nasvidenje. Takole, zdaj pa gremo v Gorenje in sicer kaj kmalu se nam bo pridružil Aleš Bricelj, ki nam bo seveda predstavil pečice, ki so seveda zelo popularne v Gorenju, ki jih lahko najdete seveda v njihovih salonih, v Ljubljani in pa seveda tudi v Velenju. Aleš, si že v naši družbi? Ne še. Seveda danes tudi gostilna Gorenje, oziroma gostilna, ne Gorenje, Gorenje poudarja 3 krasne, čudovite nagrade. Hvala lepa za te nagrade našim gledalkam in pa gledalcem. No, zdaj pa že v ozadju lahko spremljamo pečico, ki je bombastična za pice, peciva, razne druge dobrote, ima samodejno globinsko očiščenje, no kaj več bo pa v nadaljevanju torej povedal Aleš. Zdaj pa mislim, da je že z nami, a ne? Ja, lepo zdrav Polonca, Aleš, tukaj, tako je. Aleš, živjo, jaz sem že kar malce uvoda naredila za vaše pečice, pa kar najbolj že ti poveš, še kaj več. Ja, res je. Še vedno smo v sezoni, kjer se pečice uporabljajo, pravzaprav pečice se uporabljajo celo leto, ampak zdaj še kar veliko pečemo, pa še bomo pekali v teh pečicah. In pri Gorenju najprej takoj povem, da smo zelo ponosni na svoje pečice, na kakovost naših pečic in tukaj lahko kar omenim, da v januarski številki Zveze potrošnikov Slovenije je bil objavljen neodvisen test pečic, v katerem je Gorenje kar s 5 pečicami dosegel ceno dobro, kar je v bistvu zelo visoka ocena in to samo potrjuje kakovost in ena od teh pečic je bila celo izbrana za najboljšo pečico v razmerju kakovost in pa ceno, za katero jo lahko kupite. Tako da naj to takoj omenim, da so tele pečice, teh 5 pečic na voljo po celi Sloveniji na vseh prodajnih mestih in tudi označene z oznako tega testa, tako da jih boste, tisti, ki jih boste kupovali, zlahka opazili med množico različnih pečic. Se pravi, še enkrat po neodvisnem testu Zveze potrošnikov Slovenije kar 5 pečic Gorenja dobili oznako dobro. Zdaj pa, če pogledava še tele ostale naše pečice, ki jih imamo zdaj v akciji, ki bi jih posebej izpostavil, je pa pečica nove serije, to je naša najboljša serija G800 pečica, rečemo tem pečicam ta serija in to so pečice, ki imajo velik barvni zaslon. Ta barvni zaslon vam seveda omogoča veliko nastavitev z samimi slikami, tekstom in tako naprej in ta tekst je na voljo tudi v slovenščini in ne samo v slovenščini, podpira 28 različnih jezikov, tako da bo upravljanje te pečice zelo enostavno, zelo pregledno. Ta pečica, če boste v trgovini pogledali, boste tudi videli, ima zelo veliko že teh nagrad za obliko in upravljanje, tako da smo zelo ponosni na to pečico. In pa, če omenim glavno prednost te pečice, poleg tega, da gre za res lepo in pečico z velikim barvnim zaslonom, je to, da zdaj po nekem daljšem obdobju predstavljamo premijsko rešitev za paro, to je pečica za paro in pri tej pečici pa po dolgem času zdaj predstavljamo res ta parni generator za vse tiste, ki mogoče nimajo še parne pečice doma, ne malo namignem. Para nam pomaga pri veliko stvareh. Eno je to, da nam bo omogočala zelo kvalitetno pečenje od kruha do kolačev, lahko bomo z njo pekli krompir, lahko bomo pekli zelenjavo. Kar bomo lahko še s paro naredili, bomo tudi to, da bomo večje kose mesa, kot je piščanec ali več rib, zrezkov in tako naprej, lahko hitreje spekli, ker nam para tudi omogoča, da se vse skupaj hitreje speče in pa boljše speče. Za tiste, ki pa jih zanima zdrav način življenja, pa tudi v tej novi seriji pečic pri Gorenju ponujamo tudi zdaj pečico z polno paro oziroma kuhanje v pečici s paro in tudi tukaj ne povem za tiste, ki niso toliko seznanjeni s to funkcijo, tole kuhanje s paro v pečici je veliko bolj zdravo kot samo kuhanje na kakšni plinski ali industrijski posodi, se pravi kuhališču, saj nam omogoča do 80% več ohranjanja vitaminov in tudi mineralov v sami hrani. Tako da za tiste, ki zdravo živijo oziroma dajo veliko na zdravo prehrano, priporočam, da si ogledajo te naše pečice. Te naše pečice so seveda opremljene z temi označbami, tako da jih boste zlahka našli. Je pa pri teh pečicah serije G800 v tem mesecu
na voljo tudi darilo, in sicer ob nakupu pečice za 1 evro dobite brezplačno tudi mikrovalovno pečico, kar bo tudi marsikomu prav prišlo, da bo lahko tole dvoje skombiniral skupaj v svoji kuhinji. Super, mi dva se, Aleš, slišiva definitivno še v zadnjem bloku, samo poveva še tole, februar je torej tukaj, tudi Valentinovo, številne nagrade, ki ste jih pripravili oziroma aktivnosti, lahko zasledimo na vaši spletni strani, najboljš ne, pa da gremo kar v vaše salone. Tako, to se pravi, tole, kar so zdaj govorila, vse na voljo na naši spletni strani, naj si bo gorenje.si ali hisense.si, ker prodajamo obe dve znamke, ali pa v teh 5 naših salonov oziroma studijev, najbližji na tvojem področju je v Velenju, za tiste, ki pa so kdaj na poti v Ljubljani, je pa Ljubljani večji salon, bolj modern, ker smo ga pred kratkim preuredili, tako da vabljeni. Tako, super, hvala lepa, Aleš, zaenkrat pa se slišiva še v nadaljevanju. Velja, lep pozdrav. Srečno. Nekdo po noči ne spi, ko vse je mirno tiho. Le kdo me zjutraj zbudi, z roko lahno in milo. To je ljubezen mamina, ki spremlja me kot sonce. To je ljubezen mamina, ki sije naste konce. To je ljubezen mamina, ki nikdar ne usahne. To je ljubezen mamina, ki v srcu ti ostane. Vsako stvar si utkal svoj
življenja, tvoji otroci bomo stali ob strani, radi vidali in samo radost. Čutim te, kako si z nami povsod, pa čeprav postavlja se tvoj korak, za vse nas si zaoral pravo pot, prav zato je tvoj vsak dan bil težak. Pa smo ponovno skupaj, številka je 090 93 61 22. 8 krasnih nagrad za vse tiste, ki še ne veste. Danes podarjamo, hitro pokličite na telefonsko številko, ki bo zdaj že izpisana na vaših ekranih. Gremo kar hitro, hvala lepo sem za klice. 8 nagrad, tukaj imamo torej za kavo pripravljati tale kuhalnik, potem imamo mikser, danes je kar težek, ga podarjamo seveda tudi grelnik vode, 3 krasne nagrade, gostilna PEM, kosila za 2 osebi, v oplotnici in pa sladkali se bomo z brglezi, 2 darina bona v vrednosti 25 evrov. Nekaj telefonskih klicev do konca naše oddaje še sprejmemo, zato telefončke hitro v roke, pa poklicati. Če imamo koga na zvezi, zdaj bomo, potem seveda zopet malce glasbe, zdaj bomo torej sprejeli par klicev in skoraj da bomo rekli nasvidenje do prihodnjič, ura hitro teče, Nekoga imamo na zvezi, dober dan. Halo, kdo je z nami? Dobar dan, Marija pri telefonu iz Nazari. Marija, čakajte malo, Nazar je številka? 040 Ja. 872 Ja. 230. Super, zapisano, lepo nedeljo. Hvala, adijo. Adijo. In gremo še hitro, svetlobno hitrostjo naprej. Dober dan, izrekam pa počasi naslednjemu. Dober dan. Halo, halo. Halo. Kdo je z nami? Vida Šalamon. Vida, hitro, odkot? Vida Šalamon. Ja, odkot nas kličete, Vida? Številko telefona vam povem. Ja. 051 Ja. 305 Ja. 443. Super, Vida, zapisano, lepo nedeljo, srečno. Vas damo tole košarico, fantje že tamle zopet nekako delajo to prevezavo do nas v studio. Koga imamo sedaj na zvezi? Dober dan. Dober dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Marija iz Velenja. Marija Velenje, hitro številko. 051 611 145. 611 145, zapisano. Krasno, lepo se imejte, srečno. In gremo seveda naprej, tukaj sem hitra, da seveda Laura, ko mi tole ujame, dzeng, In tudi hitro napišemo, zakaj bi zavlečevali. Dober dan. Dobar dan, tu Marija iz okolice Oplotnice. Ja, hitro številko. Ja, za nagradno vprašanje bi jaz odgovarjala. Kar številko, Marija. Kar številko 031 782 294. 782 294, Ja. Tako, lepo se imejte, srečno in gremo seveda naprej. V Oplotnici smo bili sedaj, 8 nagrad danes podarjamo. Dober dan. Halo. Halo, kdo je z nami? Dobar dan. Marijeta pri telefonu. Marijeta, odkot? Marijeta pri telefonu. Iz Rogaca. Hitro številko. 041 Ja. 320 740. 740, kaj pa še prej? 320. 041 320
A je 3-2 nič? 7-4-0. Ja, v redu. Ok, Marjeta, pardon, se opravičujem. Lepo nedeljo. Gremo naprej. Še 2 telefonska klica bomo zdaj sprejeli. Halo, halo. Marjeta je bila iz Rogatca tole. Evo, lističi so že pripravljeni. Dober dan. Dobar dan. Kdo je z nami? A sem Bernarda tukaj pri telefonu. Bernarda, odkot? Iz Velenja. Ja, številko Bernarda. Ja, 070 Ja. 562 Ja. 334. Sem zapisala, Bernarda. Krasno nedeljo Ja, želim. hvala lepa, pa Srečno. lep dan še naprej. Ja, Tudi vam. In še zdaj en klic, potem pa malce glasbe. Dober dan. Zdaj smo bili torej v Velenju, ja, Rogatec, Slovenj Gradec in gremo naprej. Dober dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Šoštanja. Silva Šoštan. Iz Šoštanja. Številka pa je? Telefonska 070 Ja. 267 682. Dajte še mi vmes 3 številke tiste povedati, sploh nisem slišala. 070 Ja. 267 682. 2 rečete, ne? 267, ne? 682. Ja, v redu, zdaj sem pa Silva slišala. Lepo se imejte, srečno. Ja, ker rečete 2, meni to nekako 9 sem prinese. Ok, smo razčistili tole in jo damo v to košarico. Zopet malce glasbe, potem pa kratki oglasi. Živel je mož, res bil je sila, nobena reč ga ni ukrotila, kobico svojo osedla, po kontrabandce z njo poda, ker pa kobilco kar prestavi, kot se vse pred njim ustavi, rad tega hrusta bi spoznal, da bi brdal samo pregnal. Se random vidno vprašal, kakšen tovor on prenaša, ker pa ne ve, kaj naj stori, sreča polno je soli, kresilno bombo in pa bruse, prenaša tole moje kljuse, čeprav so same jo kosti, ne menjam je za vaše tri. Slovenski narodni junak, Martin Krpan, naš korenjak, duhove buri davnih dni, junak med nami še živi, da rešil Dunaj bi gorja, Krpan na pot se vrš voda, brdal saj je za šalo gnal, naš ljudski je junak postal. Se random vidno vpraša, kakšen tovor on prenaša, ker pa ne ve, kaj naj stori, sreča polno je soli, kresilno gumbo in pa bruse, prenaša tole moje kljuse, čeprav so same jo kosti, ne menjam je za vaše tri. Slovenski narodni junak, Martin Krpan, naš korenjak, duhove buri davnih dni, junak med nami še živi, da rešil Dunaj bi gorja, Krpan na pot se vrš voda, brdal saj je za šalo gnal, naš ljudski je junak postal. Slovenski narodni junak, Martin Krpan, naš korenjak, duhove buri davnih dni, junak med nami še živi.
Zopet se selimo na piknik plac Marof. Srečko je zopet z nami. Lep pozdrav, Srečko. Ja, lepo zdrav, Polonza. Evo, še zadnji trenutek bova ujela tekom naše oddaje, da povabiva gledalke in gledalce na Valentinov koncert. Tako je, še zadnjič vas ljudno vabimo v petek 14. ob 18. uri na piknik plac Marof, kjer bo izredno lep Valentinov večer s Polonco in Klaudijo in posebno gostjo. Nagradno vprašanje smo pravkar objavili, vidimo, da ljudje že precej sodelujejo, tako da smo zelo veseli. Vprašanje je, kdo bo posebna gostja, Klaudija in... In Polonce, ne? Tako? Ja. Vabljeni. Vsi, ki še želite si zagotoviti karto, pa seveda dobrodošli na telefonsko številko 031 860 960. Ja. Ni potrebno, da so samo mladi pari. Precej ljudi se je prijavilo, tudi ki niso pari, ampak ti, ki imajo radi ljubezen, ki imajo radi romantiko in lep večer, ker pri nas bo doživeli ne samo glasbeni večer, ampak tudi en delček kulinarike. To bo res en tak sproščen, kulinaričen, zabaven večer. Krasno, povej mi, torej rezervacije, ja, je še nekaj prostih mesta, ne? Tako, danes jutra je bilo še 8 prostih mest, tako da je res polni, do petka bo sigurno vse zasedeno, ampak kljub temu, če bo večjo povpraševanje, kakšno mizo se še bo našla, tako da nikogar ne bomo pustili pred vrati. Super. Samo še kulinarični del poveva, da je seveda v tej karti tudi poskrbljeno za kulinarično razvajanje. Tako je, vmes sledi prigrizek, tako da želočki ne bodo prazni, na koncu sladica in pa poskrbeli bomo tudi za dobro kapljico in kot pika na i na koncu za kozarček penine. Krasno. Še enkrat, kdaj se bo to odvijalo in pa točno kje? Vidimo se na piknik plac Marof, to je blizu Jurploštra, Dobja, Šentjurja, v bistvu povsod je blizu, Slovenija je majhna, tako da vse poti vodijo na piknik plac Marof. Vidimo se v petek 14. februarja ob 18. uri, vabljeni, da pridete na kraj dogodka par minut prej in vsi, ki želite še karte, še enkrat, telefonska številka za rezervacije 031 860 960. Super. Srečko, hvala lepa za danes, pa se že veselim z velikim veseljem, torej petka. Tudi mi, hvala lepa in lepo nedeljo. Srečno. Takole, zdaj pa zopet potujemo v Gorenje. Torej, Gorenje je danes z nami, podarja torej kar 3 nagrade. Zdaj bomo seveda v nadaljevanju pokazali še tudi nekaj slik, ki smo jih pripravili in pa z nami počasi tudi Aleš, ki vam bo predstavil kuhinje Gorenje in pa tudi male aparate v studiu. No, studiu oziroma vse te aparate lahko vidite v njihovih salonih, v Velenju in pa tudi v Ljubljani, ki je tako malce bolj razširjen. Tam res lahko najdete tiste zadnje novitete, novosti, torej podjetja Gorenje, drugače pa veliko na njihovi spletni strani in pa tudi Facebook strani jih lahko torej zasledite in najdete vse. Mislim, da počasi že Aleša imamo na telefonski zvezi. Aleš, evo mene. V drugo, Aleš, povejva seveda, da vabiva gledalke in gledalce še enkrat torej v te vaše salone v Velenje in pa torej Ljubljano. Tam pa najdemo tudi številne kuhinje in pa seveda male aparate, a ne? Drži? Res je. Vedno govoriva o naših gospodinjskih aparatih, za katere velikokrat poveva, kako kvalitetni so, kako dobri. Je pa kuhinja več kot samo gospodinjski aparat. Kuhinja je tudi leseni del pohištva, se pravi tisto, kar kuhinjo naredi lepo, je ta tudi leseni del. In mogoče je prav, da omeniva, da v vseh Hisense Gorenje studijih prodajamo in pa omogočamo nakup tudi lesenega dela kuhinje, se pravi Gorenje kuhinjo, in te kuhinje že vrsto let prodajamo v naših studijih. Mogoče omenim samo to, da gre za kuhinje, ki so narejene v Nemčiji. Govorimo res o kvalitetnih kuhinjah in te kuhinje so na voljo tako za, bom rekel, malo bolj optimalen nakup, se pravi nekje srednji ali pa bolj ugoden cenovni razred, kot tudi najdražje kuhinje, tiste kuhinje res za najbolj zahtevne uporabnike. In vljudno vabljeni vsi, ker v naših studijih vam bojo naši prijazni prodajalci svetovali, brezplačno vam bojo kuhinjo izrisali, brezplačno, če se boste odločili za nakup, vam bojo tudi pripeljali in pa tudi zmontirali.
In v tem trenutku še vedno velja posebna akcija za ta leseni del kuhinje in to je 30% popusta na leseni del in hkrati seveda vam bojo prodajalci tudi svetovali, kateri gospodinjski aparat je za vas najbolj primeren in tudi na te gospodinjske aparate, se pravi od pečic, pomivalnega stroja, nape, karkoli boste pač zraven potrebovali, tudi na te cene boste dobili popust. Pa mogoče nisem toliko, kar se tiče teh popustov, ki jih imamo seveda vedno dovolj, bolj bi mogoče tukaj izpostavil to, da boste dobili pravo svetovanje, kateri aparati so primerni za vas, kateri aparati so najbolj optimalni za tisto, kar potrebujete, tako da vabljeni in tudi, če boste pogledali na našo internet stran, se vedno najde kakšna kuhinja, leseni del kuhinje, ki je ali v odprodaji ali v posebni ponudbi. Na internet strani je tudi slika te kuhinje, tako da se lahko pogledate, ceno imate spisano, tako da tudi, če ne želite počakati teh nekje od 6 do 8 tednov za izdelavo nove kuhinje, mogoče lahko vzamete kakšno, ki je v salonu razstavljena. In medtem, ko vam bomo pripravljali to vašo novo, najljubšo kuhinjo v naših salonih, ste pa seveda vabljeni, da si pogledate vse te male gospodinjske aparate, ki Polonca jih je vedno toliko veliko, da vsakič, ko pridem v naš studio, najdem kaj, kar nisem sploh vedel, da obstaja, pa bi mi zelo prav prišlo. Tako da vsi skupaj vljudno vabljeni v naše Hisense Gorenje studije. Krasno, mali gospodinjski aparati, poveva še to so seveda mišljeni razni aparati, kave, drugi aparati, a ne? Ja, jaz sem tukaj, na zadnje, ko sem bil Polonca, sem kupil nov sesalnik za prah in lahko ti povem, zelo sem zadovoljen, ne samo, da je dober, ampak tudi sem dobil tako veliko teh raznih nastavkov in priključkov zraven, da v bistvu zdaj šele vidim, kje ga lahko vse uporabljam, tako da poleg vsega tega, kar so rekla, da v kuhinji lahko uporabljaš, imamo še cel kup teh sesalnikov za prah, od robotskih, se pravi, ki sami sesajo, do raznih teh akumulatorskih na baterijo, ki ga sabo vzamemo, ali pa tak sesalnik, ko smo ga včasih imeli, ki ga priključiš pa res posesaš tako, kot se zagre in ga lahko uporabljaš tudi za sesanje avtomobila, pač kjerkoli ga želiš, tako da teh aparatov je res, res veliko in na enem mestu jih boste največ našli v naših studijih. Krasno. Tele aparate bova seveda tekom naših prihodnjih oddaj tudi predstavljala, da vas samo še v sklopu teh kuhinj še enkrat povedati za akcijo, aktivnost ob nakupu kuhinje. Lahko dobimo, če sem prav razumela, 30% popust? Res je, to se pravi, trenutno akcija, ki še vedno velja, je 30% popusta na leseni del kuhinj in pa tudi na gospodinjske aparate, če vzamete v istem kompletu, je popust, s tem, da ta popust pa najbolj, že se dogovorite kar z našim svetovalcem, ker je odvisen od tega, kakšna cena je trenutno za gospodinjski aparat. Če gre za redno ceno, je tudi tam 30% popusta, če pa gre za kakšno akcijsko ceno, če ste si izbrali kakšen aparat, ki je trenutno v akciji, potem vam bo pa naš svetovalec povedal, kakšen popust je, ampak zagotovo boste dobili najboljšo ceno tudi gospodinjskega aparata v primeru nakupa lesenega dela kuhinje. Tako, Aleš, hvala lepa za danes, pa torej, kot sem rekla, se slišiva v naših prihodnjih oddajah. Velja, lep pozdrav sem skupaj in lepo nedeljo želim. Srečno, Aleš, nasvidenje. Takole pa smo prišli do konca naše oddaje, zdaj še izžrebamo tiste, ki boste dobili 8 krasnih nagrad, zaključimo z seveda glasbenim spotom iz zakladnice, kaj še čemo dobrega, kot izreči potem to, da dober tek, če se odpravljate seveda k kosilu. Zdaj žrebamo torej nagrade in sicer najprej 3 nagrade gostilne PEM, 1, 2, takole in pa številka 3, tako. Boni za kosilo za 2 osebi pa dobijo Milena Laško, potem Marija iz Oplotnice in pa Bernarda iz Velenja. Iskrene čestitke. Podeljujemo še sedaj 2 Brglezovi nagradi in sicer ena, da ne bo šlo kaj ven, takole. Brglezovi nagradi dobijo 25 € Silva iz Šoštanja, iskrene čestitke, in pa Ivan iz Celja. In še 3 krasne nagrade Gorenja, 1, pa tole 2, pa damo kar takole, številka 3. Marija Vitanje, bomo dali seveda tale kuhalnik vode, potem gremo na kuhalnik kave, izberemo tegale,
To pa je Matic iz Šmarij. Takole, super, dodajamo kar tale listič tukale. In pa še zadnja nagrada, to pa je tale mešalnik, ki pa ga dobi Katja iz Ožbolta. Iskrene čestitke vsem tistim, ki ste dobili nagrade. Nič, ne smem več zavlačevati. Zadnji spot. Lepo se imejte, srečno in nasvidenje. Včasih bilo je drugače, pravijo stari ljudje. Kakšna je danes mladina, kam to gre, kam to gre. Babica, se ne spominjaš, kakšna si sama bila. Cele noči si plesala, detka zaljubljena. Prav kakor danes bilo je, danes pa prav kot nekoč. Stara kot cvet je ljubezen, večna je njena moč. Včasih bilo je drugače, pravijo stari ljudje. S fantom se jim